Vse pomembne podatke o knjigi, ki jo predstavljamo, smo slišali. Naš namen seveda je, da to knjigo v čim večjem številu razširimo tudi med slovensko publiko in smo dogovorjeni, da nam jo iz Argentine pošiljajo po obrokih in tako bomo sedaj tudi poskušali s to tiskovno konferencijo in predstavitvijo, pa tudi z našim ostalim delom knjigo ponuditi čim širšim krogom v naši domovini. Sam bi dodal samo še to, da je knjiga namenjena res, iz tega se vidi, bolj ljudem, ki malo vedo, in takih, ki malo vedo, je pri nas veliko in jih je tudi po svetu veliko, in če bo knjiga sedaj na voljo v 3 jezikih, je to brez dvoma en velik doprinos k boljšemu poznavanju enega silno tragičnega dogodka v zgodovini našega naroda. Naj vam povem samo to še, pred vam dam besedo, da knjiga stane 36 €, da je na voljo in danes, kdor bi želel še kakšno božično darilo si nabaviti za prijatelje, po 30 € danes, vizavi tamle v naši trgovini, novinarji pa imate tukaj na voljo, da jo vzamete recenzijski izvod. Toliko, če ima kdo kakšno vprašanje ali kakšno pripombo, ker je pač avtorja poznal ali kaj drugega, lepo prosim besed. Prosim, gospod Nežba. Mene toliko zanima, je tako čist zgodba geografska. Ali je gospod Ran po letu 90 prihajal v Slovenijo? Ja, je prihajal, mislim, da je bil večkrat, obiskal studija Slovenika, dr. Arnža, bil večkrat na Nuku, pri gospe Šventovi, obiskal razne znance, mislim, da je bil 2-krat tukaj v Sloveniji. V glavnem je pa to, ko vedno preklinjamo tehniko, pa kako je to vse to, če ne bilo e-maila, e-pošte, mislim, tako njega nikoli ne bi mogli ziti, ker to je bilo na 1000 e-mailov, zlasti med Argentino in Ameriko, in pa med Ameriko in Slovenijo, če ne, on bil, potem je zbolel, komado zbolel, zadnja leta je bil čez, se je želel, da bi sploh tukaj, morda nekako tukaj končal knjigo, pred leti, ko je pa videl, da ne. Je bil pa tukaj večkrat na obisku, ja. Je pa prežrl čisto vse knjige, tudi so mu bile dani vsi viri, tudi je bil tukaj na raznih teh arhivih, kot boste videli, arhiv tam, kjer je dobil kakšne podatke. Hvala. Prosim. Torej, to, kar bom zdaj vprašal, bom vse zvedel, ko njegov prebral, vseeno, ali mi že zdaj lahko povestam, ali je avtor te knjige, Jože Rand, registriral znamenito knjigo o slovenski politični emigraciji. To je televizijski napovedovalec in dolgoletni vodja televizijskega dnevnika, ki je napisal knjigo, ki je šel v Argentino in napisal, potem, ko se je vrnil knjigo z naslovom Sramota umira počasi. Čuček, ja. Ne vem, če je omenjen. Ne, mislim, da ni omenjen, ampak si ne morem predstavljati, da tega ne poslal. Ni to tako nizko. Ne. To je zelo znana knjiga. Ne, je ni. Je tudi ne omenja nikjer, jaz jo poznam seveda. To pa omenja. To je za fizionomijo. Zato ni tako nizko. Je nekako, če se potem s tem reči, da naj se ne bere, da ni vredna branja, to je vredna registracija. Ne, pa ta ni omenjena. Verjetno je prav bolj zgodovinski doge, rokopise, pisma, pa take stvari, bolj kot... A ni bil to, jaz ga tudi nisem bral. So mi rekli, Centič ne beri, to je pamflet. Čučkova knjiga.
Zdaj, lahko da je čisto to je zanimivo, da vidiš, kakšna je mentaliteta na njihovi strani v tistem momentu, ne? Je on, koga je obiskoval, po čigavem naročilu je gospod Čuček obiskoval ljudi. Škoda, ja, torej. Še kakšno vprašanje morda? Merla. Če ni, se vam najprej obema avtorjema, ki sta knjigo predstavila, se pravi recenzenta, bolje pravilneje, in se zahvaljujem, da ste jo tako prijazno in obširno predstavila. Vas jo vabim, da jo preberete, da v njej poročate, in drugi pa, da jo seveda tudi preberete, in vam zagotavljam, da podatkov je v njej zelo veliko. Dejansko je zelo veliko podatkov v tej knjigi. Vas povabim, da si ogledate Španzlovo razstavo, kdor je še ni videl, znotraj je znameniti portret tudi enega iz šole v Pegecu, kardinala Rodeta. In vas vabim, da se malo še zadržimo v prijateljskem krogu tukaj v naši galeriji. Hvala lepa.